Kobarid je ime, ki ga morajo zaradi bitke pri Kobaridu poznati vsi študenti vojaških akademij po svetu. Ime Kobarida nosijo številne ulice italijanskih mest. Caporetto je v italijanskem izrazoslovju še danes sopomenka za poraz, medtem ko je avstro-ogrska stran bitko pri Kobaridu označila kot čudež. V Kobaridu se je 24. oktobra leta 1917 preobrnil tok dogodkov. Avstro-ogrska vojska je Italijane potisnila do reke Piave. Ena izmed legend Soške fronte je nemški nadporočnik Erwin Rommel, v drugi vojni znan kot feldmaršal, ki je poveljeval afriškemu ekspedicijskemu korpusu in vodil izgradnjo Atlantskega zidu v Franciji. Morda je njegov primer posebej za njegove knjige Infanteriegeist an, torej pehota v napadu, ki je napisal precej let pozneje po prvi svetovni vojni. En tak vzorčen primer briljantnega prikaza te nemške nove pehotne taktike, ki so jo uporabljali v kobariški bitki. S Kobaridom je povezano tudi ime Ernesta Hemingwaya, Nobelovega nagrajenca za literaturo. Tukaj je črpal navdih za roman Zbogom orožje. Ko pač govori o Kobaridu in podrobno opisuje področja, kjer je vozil ta, bom rekel, tovornjak za ranjenci, torej za Rdeč križ, da ne pušča nobenega dvoma o tem površnjemu bralcu, da je on dejansko bil tukaj. V resnici pa Hemingway Soške fronte ni niti oddaleč videl, ampak je zgodbe iz Kobarida slišal od italijanskih vojakov v bolnici, ko je bil ranjen na Piavi. Soško fronto je danes mogoče podoživeti na različne načine. V fundaciji Poti miru razstava Na krili zgodovine priča o avstro-ogrskem letalstvu na Soški fronti. Sigurno je za primorsko javnost zanimivo to, da je bilo na slovenski strani kar 16 letališč, ki so delovala, nekatera so se ohranila do danes. Ob ustanovah, kot sta Kobariški muzej in fundacija Poti miru, pa pomembno vlogo igrajo tudi mnoge zasebne zbirke. Ena od teh je zbirka posvečena italijanskemu vojaku alpinu Albertu Picu, ki je v eni od prvih večjih bitk na Soški fronti osvojil vrh Krna. Komaj 20-leten je bil in malo več kot mesec dni je bil na fronti in že je dosegel tako slavo. Vsa poanta je v tem, da je bil v tistem letu najboljši, pravzaprav prvi strelec italijanske lige za klub La Spezia in pač vodilni so izkoristili italijansko veselje in zanimanje za šport, da so ga predstavili kot mladega junaka, ki bi pritegnil še ostale vojake v pač Prvo svetovno vojno. Zbirke dopolnjujejo urejeni muzeji na prostem. Kobaridu najbolj dostopen je na Kolovratu.